Spoštovani in cenjene, poslušate in gledate podcast za Gred za tek. Vaš gostitelj sem Marko Roblek in tole že 82. epizoda najbolj tekaške oddaje na tej sončni strani Alp. Ste danes že tekli? V bistvu je Valentinovo, zato vam oprostim, če še niste. Ali celo, če ne boste. Vem, da imamo vsi na en način ljubezensko razmerje tudi s tekom, pa le to ne bo trpelo, če ga en dan ne negujemo tam zunaj na terenu. Jaz vam za Valentinovo podarim tole epizodo. Da ne dolgo vezim, če niste naročnik podcasta, klik spodaj, naroči se, pa boste na tekočem v novih epizodah. Followajte tudi stran na Facebooku ali pa moj profil na Instagramu, če imate kak predlog, vprašanje ali idejo, nič ne oklevajte in me kontaktirajte. Tole je le oddaja od ljudi za ljudi. Mimogrede, v zadnjih 14 dneh sem prebolel korono, težko mi je zdaj se vrniti k teku. Vem, da vas je še kar nekaj tam zunaj, ki imate podobne težave. No, če ste dali korono skozi, pa imate težave s tekom ponje, javite se, če bi spregovorili o tem, pa naredimo skupaj eno epizodo in javnosti predstavimo vse težave in zadrege, ki jih prinaša tekanje po koroni. Bi majico si danes že tekel ali si danes že tekla? Nekaj jih je še, evo, super. Nekaj jih je še, mislim, da so pošle samo ženske, stale se še da dobiti, kar pogumno bom vesel, če mi tudi na ta način pomagate vzdrževati tale podcast. Hvala. Kaj novega tam zunaj? Poleg tega, da imamo na olimpijskih igrah že 6 medalj in da komaj čakam tudi kakšno tekaško, ja, tudi atleti ne počivajo, tekači in tekačice so na pripravah v Medulinu, na Kanarcih, tudi v Keniji, mladinci in ostali pa se merijo na državnih prvenstvih in mitingih v dvoranah. Z balkanskega prvenstva za mladince prihajajo odlične novice, kar 4 zlate medalje, med drugim jo je osvojila tudi srednjeprogašica Veronika Sadek, ki je v taktični dirki ugnala vse na 800 metrov. Bravo vsem! Klara Lukan mimogrede zmaguje na italijanskih krosih, vsi pa že nestrpno čakamo na začetek sezone tudi na cesti. Več o tem v prihodnjih oddajah. O čem sem se namenil govoriti danes? Ja, rad bi vam predstavil 9-terico maratonov, ki so vsi na en način posebni, nenavadni, eksotični in hudo zanimivi. Od Severne Koreje do Kitajskega zidu, čez Afriko, Antarktiko, čez vzhod in center Evrope na sever, ja, in še kje vmes. Če maraton majorsi niso na vaši bucket listi, bo tale izbor vsaj malo podražil vaše maratonske brbončice. Še prej pa hitro vabilo. Bi potovali še na maratone letos, ko se korona končno umika, dobrodošli. Takole programov je cel kup, imamo pa še prosta mesta na naslednjih 3 popotovanjih. Dunaj 24. aprila vabi, fantastičen maraton, polmaraton in 10, potem berlinski maraton 25. septembra in seveda vrhunec naše popotovalne sezone 16. oktober, amsterdamski maraton. Preverite vse na maraton.si ali pišite meni in z veseljem vas informiram in vzamem sabo. Vabljeni. No, pa začnimo s temo te oddaje. Kje začnemo? Ja. Na Antarktiki, jasno, če že ravno zima, čeprav v naših koncih bolj zelena, no, tam doli ni. Na svetu je več maratonov, ki so organizirani v ledu, snegu in mrazu, med drugim tudi na severnem tečaju, pa maraton čez Bajkalsko jezero, ampak ta na Antarktiki je nekaj posebnega. Skoraj teden dni prej bo se namreč morali biti na izhodišču na jugu Argentine, na ognjeni zemlji, kjer se boste vkrcali na ladjo in potem upali, da vreme v naslednjih dneh ne bo pokvarjeno načrtov in da vaših kar 17.000 evrov, ki jih morate rezervirati za takle izlet, ne bo šlo v nič. Ja, maraton je tako popularen, se bil je, da morate takle izlete in popotovanje rezervirati in plačati že kar leto ali več naprej. Na voljo je Ice Maraton na južnem tečaju oziroma bližini letega in Frozen Continent Half Maraton, polovička. Kaj lahko pričakujete? Ja, vsaj še 100 sotrpinov z celega sveta, ki se ta odročni del kontinenta
Antarktike priklatijo kar z 30 držav po svetu in tečejo pri minus 30 stopinjah Celzija. Ja, na startu se pred vami razprostira popolna belina, ki vam kot tekaču jemlje občutek tako za prostor kot za razdaljo in ostri vetrovi, razpokan led, sneg, pingvini, zahtevna podlaga, samo še dodajajo na zahtevnosti, ampak vsakič znova je ta maraton, ki že nekaj desetletij animira tekače vsega sveta, čisto nova, unikatna zgodba. Ja, na start vas ne bodo spustili brez obvezne opreme, v primeru zeblin pa vas bodo pravočasno pobrali in peljali na varno. Maraton, po katerem boste spet cenili toploto in dober oprijem copat. No, in če ste mislili, da je čas na maratonu po 4 ure zgolj povprečen, ja, tule boste s takim rezultatom lahko celo zmagali. Naslednja izvedba je v planu za december letos. Drugi na seznamu maraton na kitajskem zidu, Great Wall Marathon, za ljubitelje napornih vzponov, vratolomnih spustov, visoke vlage, jasne vročine. To je nekaj za vas, idealna maratonska destinacija. Ja, pa sem omenil še stopnice. Po besedah organizatorjev jih je tule kar 5164. Če vprašate tekače preteklih izvedb tega maratona, pa bodo rekli, da jih je že precej več. Temperature v maju, ko je v tem koncu najmanj snega, so na dan maratona že nekaj 20 let, kar tam okrog 30 ali več stopinj, tudi stopnice vseh višin in širin, pa kot stop prisilijo več kot petino udeležencev. Kljub temu se na ta maraton iz celega sveta zgrne več kot 2000 tekačev. In maraton je tako zahteven, da vašemu času na običajnem maratonu morate prišteti vsaj še pol tega. Limit, ki je dokaj strikten, je 8 ur. No, če niste Kitajec, boste tja morali potovati vezno preko agencije, to pa vas bo stalo vsaj 2000. No, pa še do Pekinga morate prej priti. Za manj pripravljene je vedno na voljo tudi polmaraton, 8-kilometrski fun run, izkušnja pa je menda tako fantastična, da bi se vsak še enkrat vrnil tja. Kaj več o tem mi bo seveda povedal tisti, ki je že tam tekaško napadal zid in stopnice, maratonec iz Dovjega, Matevž Hribernik. Matevž, pozdravljen, živijo. Živijo. Evo, človek ne samo z enim, ampak dvema eksotičnima maratona, pa grejo po vrsti. Dragi Matevž, svoje čase si živel tudi na Kitajskem, ker si delal in izkoristil določene priložnosti za maratone, ki jih ostali gledamo zelo, zelo oddaleč. Povej mi, kako se človek odloči in kako pride na štart maratona, ki se mu reče Great Wall Marathon in poteka deloma tudi po kitajskem, znamenite kitajskem zidu. Če si na Kitajskem, moraš iti na kitajski zid, tako ali drugače. Greš, eni grejo turistično, kar sem tudi šel, drugi gremo pa še laufat. Zdaj, kitajski maratonov po kitajskem zidu je nekaj. Ni samo eden, jih je več. Več ali manj so vsi v organizaciji tujcev, ker so edino tujci toliko nori, da laufajo po zidu, ker Kitajci vejo, zakaj je zid namenjen. Tako da so različno težki. Naprimer, eden izmed maratonov, na katerega na srečo nisem šel, naredi tam okoli 3000 višincev. Ampak kitajski zid res ni namenjen tekanju, ker je zelo strm, stopnice so nevarne, že hoditi včasih tako nevarno tam gor, da kaj padeš, se spotakneš. Tako da, ja, jaz sem šel pa na en maraton, to je pravzaprav originalni maraton po kitajskem zidu. Mislim, da ima originalno ime 5164 korakov v zgodovino. To pa zato, ker je toliko kao stopnic do vrha zidu. Zdaj, organizira ga ena danska agencija v sodelovanju seveda s Kitajci.
nahaja se pa v enem kraju, Huangyaguan, nekaj podobnega, približno 120 km severovzhodno od Pekinga. Tako da poteka vsako leto maja, tam nekje sredi maja, zdaj ga mislim, da že 2 leti ni bilo, naslednji predviden za leto 2023, je pa seveda zelo odvisen, kdaj se bo Kitajska odprla, ker večinoma so toliko nori ljudje, da hodi na ta maraton predvsem tujci, niti ne Kitajci. Kakor sem rekel, pač treba je laufati po zidu in to ni za laufati. No, maraton, kot praviš, po zidu bi bil čist predzahteven, če bi v celoti speljan tam, zato je tudi ta maraton, ki ga omenjaš, no, Great Wall maraton s 5164 stopnicami, dejansko samo deloma na zidu, mislim, da 5 km nekaj takega, ostali del proge poteka pa ob zidu oziroma po okoliških poteh. Tako, začne se v dolini, in potem greš najprej en krog narediš, ta je približno 8 km dolg, od tega je tam 4 km navzgor teka, čist po lužni cesti, široki, zlagoma ni prehud vzpon, in potem mislim, da samo okoli 2 do 3 km si na zidu, potem pa strm spust. Zdaj, potem, ko prideš še enkrat dol v dolino, je treba še kilometre nekaj narediti in pač po okoliških krajih se potem naslednjih 20-25 kilometrov vsi tekamo in pridemo nazaj na ta krog, ga še enkrat narediš, greš še enkrat na zid gor, tako da ima 2 oronk vzpona. Približno 1000 višincev je na maratonu, eno vzpon, mislim, da je pa tam okoli 300 višinskih metrov na ta zid. Tako da ni najlažji, tudi časi, ko sem gledal, ko sem se prijavljal, najboljši časi so bili tam med 3:15 in 3:30, sem se tako rekel, wow, to je pa še šansa zame, da pridem na prve 3. Ja, nisem pogledal profile. No, Magal tam en gorski tekač iz Poljske. Drugače so pa tako zmagovalci, naprimer na zadnjem maratonu, mislim, da je nekdo da je zmagovalec laufal 4 ure. To bi pa že znalo biti doable. No. Ampak ja, v glavnem poteka maja, kakor sem rekel, zelo nesrečen čas, ker takrat zna biti zelo vroče na Kitajskem in ko sem bil jaz, je bil vročinski val in je bilo, vsaj v Pekingu je bil takrat, je bila temperatura med 35 in 40 stopinj čez dan, tako da, ko smo mi štartali ob 7:45, je bila, mislim, da okoli 28-29 stopinj in čez dan je šlo potem blizu 40. Tako da ni bilo zjutraj še nekako šlo, potem pa res ni bilo prijetno laufati. Ampak je bilo pa posebno doživetje, ki ga bi z veseljem ponovil. Vročini v zahtevni progi je najbrž tudi organizacija kar izziv, najbrž okrepčevalnic je bilo dovolj, tudi medicinske oskrbe. Si predstavljam, da je imel kakšen tekač težave s tem? Okrepčevalnic je bilo dovolj. To, kakor sem rekel, je super organizirano. Organizirajo eni Danci in zanimivo je, da zdravstveno osebje so bili tujci, so bili angleško govoreči zdravniki, mislim, da so bili vsi iz Danske. Tako da to je super organiziran. Je bilo kar nekaj pregorelosti, no, zaradi same vročine. Moram priznati, da to je meni bil osebno to najtežji maraton v življenju. Bilo je prevroče, dejansko pregoriš, imaš želodčne probleme, imaš probleme s prebavo, ni da ni. No. To je bil tudi prvi maraton, ko sem po ravnini hodil. No. Prej nikdar nisem hodil po ravnini. Zgleda, vedno bolj zanimivo postaja tole, Matevž, ja.
Mislim, da so še največji avanturisti zdaj na špičelu šesa. Kaj bo še povedal tega maratona? Zdaj, rekel si, praviloma tujci tam tečejo, tujci, ki so dovolj nori, da grejo v take avanture. Predvidevam potem, da se tudi preko nekih tujih agencij da tja prideti z lastni režiji bolj težko, ali kako to vse skupaj izgleda, prijavni postopek in vsa dokumentacija in vse ostalo? Zdaj, v lastni režiji se da priti samo, če imaš bivališče na Kitajskem. Tako da to je slabost tega maratona. Takrat mislim, da je bila prijavnina okoli $100, ki je vključevala tudi prevoz iz Pekinga z avtobusom, mislim, da 2 zjutraj. Ampak ja, to je bila možnost, medtem za osebe, ki pa nimajo stalnega prebivališča, pa morajo preko agencije. In tam je pa že cel aranžma, ki vključuje tudi hotele, določeno pot, mislim tako, oglede po Kitajskem in to, mislim, da tam so pa cene pol precej višje, tam okoli $1600. Tako da, mislim, meni je pravzaprav fajn, če bi lahko v lastni režiji še kdaj šel, ampak takole, da grem pa na eno, bom rekel, izlet, da me oni vozijo po različnih destinacijah, ker sem že parkrat bil, me pa nič ne veseli. Ampak ja, za nekoga, ki pa ni bil na Kitajskem, ki ga zanimajo take zadeve, je pa to vseeno zanimiva stvar. Tudi to, ker po Kitajskem ni prav enostavno potovati, mogoče Peking je malo različen, malo drugačen, malo vseeno pred Peking in Šanghaj imata zelo veliko angleških napisov in sta zelo enostavna za orientacijo, medtem kakšno malo bolj provincialna mesta ali pa še celo prevozi, tam je pa že zgodba drugačna. Tako da ja, za nekoga, ki še ni bil na Kitajskem, je mogoče fajn, da takole gre z agencijo. No, uradni podatki govorijo o več tisoč tekačih na štartu, ti si bil tam iz prve roke. Koliko tekačev se pa je dejansko zbral na tem maratonu, ko si bil ti tam par let nazaj? Ja, nekaj takega. Je bilo precej prek 1000. No. Nisem štel, ampak ja, jih je bilo precej prek 1000. Je pa tako, no, da je več razdalj. Imaš 42 kilometrov, imaš 21, pa imaš 8,5 kilometra, to je pa samo tisti ta prvi krog na zid. No. Tako da temu se reče, mislim, da fun run. Če sem dobro videl, tam je bilo še največ Kitajcev na fun runu, ker vse drugo je že 42 je res trpljenje, no, po tisti vročini. In najhuje je po tisti vročini, ker so ceste brez sence. Pač asfalt, tako da in skozi gre malo gor, malo dol, skoraj ni ravnega placa. No. Ampak ja, je pa zabavno, je doživetje, vidiš dele Kitajske, ki jih običajno ne bi. Tudi dejansko zid vidiš, to je en zid, ki je, kot sem rekel, 120 km stran od Pekinga, običajno turisti ne gre do tja. Tako da ja, vidiš tudi osebno, glede na to, da sem tam živel, tukaj nikdar nisem še bil prej, tako da to je bil razlog več, zakaj sem šel tja. No in ko v Sloveniji recimo ali pa v Evropi zaključiš maraton, greš na makarone ali šnicel pa na pivo, na kaj greš pa, ko na Kitajskem zaključiš z maratonom? Ja, po koncu maratona dobiš en sendvič. Mislim, da je dejansko bi to sendvič iz Subwaya, iz enega čejna. Dobil si tudi, mislim, da je izbiro piva, pa dobil si izbiro Coca-Cole, dobil si medaljo, tako da super. Potem si se posedel na avtobus, pa šel nazaj v Peking. Mene je zvečer čakala v eni restauraciji pekinška račka, tako da to je bila pika na i. No. Evo, pa zapo sta zaključila na tole kitajsko zgodbo. Zdaj,
če smo že 2 leti zdaj virtualizirali te maratone, tudi kakšnega kitajskega, za tiste strastne zbiralce medalj. Evo, naslednja ideja je pa kontaktirati Matevža Hribernika, ga povprašati še po kakšnih trikih, kako najlažje priti na Kitajsko, ja? Pa se udeleži tega maratona. Ne kot prvi Slovenec, žal, ta naziv je že oddan mojemu dragemu sogovorniku, lahko pa vam on pomaga. Brško ne, ja, če te kdo kontaktira, boš dal še kakšno informacijo? Ja, seveda. Posebej, so pa drugi maratoni še po kitajskem zidu, ker so težji, pa mogoče je še celo lažje do njih prideti. Potekajo v približno istem času, ampak ja, zdaj je ključni drugi problem. Zdaj zaradi dogajanja v svetu so potovanja na Kitajsko praktično nemogoča in vprašanje, kdaj se bo začelo. Torej, ja, naziv edinega Slovenca, ki je tekel na kitajskem zidu na uradnem maratonu, bo še nekaj časa tvoj, sklepam, ja, razen če se v kdo javil, ki že tam bil, ampak zdaj še nobenega ne poznam. Žal je Bog, saj ti si šel, no, da boš lahko živi pričevalec tega, če ta koronski čas na Kitajskem ostane za vekove. Ne hecam se, super sva tole, hvala ti, Matevž, kitajska zgodba kljukca. Če grem kdaj, greva skupaj, če že ne greva. Če boste organizirali, bom pa še enkrat. To je bila vržena rokavica. Bravo, Matevž. Evo, super, hvala. Gremo v Južno Afriko, Big 5 maraton, ki je na sporedu konec junija vsako leto, je nekaj za prave trail navdušence in avanturiste. No, če ste kdaj razmišljali, da bi šli na safari, evo, zdaj greh, če tega ne opravite, kar v tekaških copatih. Evo, maraton v Južni Afriki vam ponuja prav to. Big 5 ime je dobil po 5 najmogočnejših živalih afriških savan, poteka po stezah in potkah, neokrnjene divjine tam doli, vsako leto pritegne več 100 tekaških dogodivščin željnih tekačev z celega sveta, ki se s to kamnito, peščeno, razgibano progo spopadajo na nadmorski višini okrog 1500 metrov. Temperature so tule kar prijazne, okrog 15 stopinje. Računajte pa, da boste vsaj teden dni rabili za vse skupaj in večino časa preživeli v sicer odlično organiziranih kampih na prostem, pod budnim očesom lokalnih vodnikov in oskrbnikov nacionalnih parkov, ki so tam okoli. Ogled proge dan pred maratonom v bo dvignil adrenalin, saj ni nenavadno, da se na tekaški progi znajdejo tako nosorogi, leopardi, celo krokodili in mladi levi, ki kradejo kilometrske oznake. Brez skrbi, na dan teka rangerji in organizatorji tudi s helikopterji skrbijo, da tekače zaščitijo pred morebitnimi krvoločnimi predatorji. Boste pa brez skrbi lahko tekli v štiric kakšno zebro ali pa žirafo in maratona, ki bi bo bolj v sozvočju z prvinsko divjino, ne boste našli. Še smo v Afriki, malo više, malo južne od ekvatorja na meji med Kenijo in Tanzanijo, je na 5895 metrih gora Kilimandžaro, najvišja gora Afrike, jasno, in tudi najvišja prostostoječa gora na svetu. Z vrha se spuščajo ogromni stalni ledeniki, gora Kili, kot jo imenujejo, pa daje okoliški krajini znamenit pečat. Afričani pravijo, da si jo treba ogledati vsaj enkrat v življenju, in če že greste tja, zakaj ne bi tekli maratona vsak konec februarja ali začetek marca, se tam lahko prijavite na 42 ali 21 km razdaljo. Vse skupaj poteka v vznožju gore na dobrih 1000 metrih v mestu Moši. Tanzanijci pa na ta način skrbijo za promocijo zdravja in gibanja in tja povabijo ne samo lokalne, tudi tuje tekače. Tja pride tudi več 100 tujcev iz kar 30 držav sveta. Organizacija pa, si lahko predstavljate, je malo bolj afriško sproščena, malo bolj improvizacijska, ampak zato toliko bolj zabavna.
Ampak kaj več mi bo povedal tisti, ki je že bil tam, ja, ki je ta maraton odtekel, moj gost štajerske legendarni Zdravko Čufar. Zdravko Čufar, zdrav, živijo, pozdravljen. Zdravo, Marko. Čuj, kak si? Vredi, čuj, kaj pa ti? Bilo je že bolje, ampak se vračam spet na stara pota, tudi teči bom spet začel po tej nesrečni koroni. Pa mi reci, ti tečeš kaj? Ja, sigurno. Sicer ne več tako kot včasih, ampak veš, da še obrnem pete. To je važno. To je važno. Vem, da si bil zmer zagret med prvimi prišel, kamorkoli bo treba, med zadnjimi odhajal. Ampak o tem bo kdaj drugič. Danes sva se dobila, kakšno rečeva, o tvojih eksotičnih avanturah tekaških, kajpak. In sicer Afrika, Tanzanija, Kilimandžaro, ima tudi svoj maraton, ne ravno čez vrh, ampak malo pod njim. Ti si bil tam, povej mi več o tem, kdaj si šel tja dol in zakaj pravzaprav? Ja, imaš prekratko vodajo, da ti to povem, Marko. Izvoli, daj si duška. Bilo je leta 2015, v bistvu je res najlepše iti na dopust, kadar je tam nekje nek maraton. In to je bila Tanzanija, to je bil ta maraton. Šla sva z Anko Pušnjakovo, ona ima v Tanzaniji v Aruši eno prijateljico, Natašo, ki ima agencijo za tale turizem, Shadow of Africa. In sva v bistvu šla preko nje dol živeti malo in tudi na Zanzibar. Seveda biser pa je bil ta maraton. Zdaj, če ti o samem maratonu povem, ko smo recimo šli z mojo Šparta bando v Grčijo, je Fifty vedno govoril, gled, to je Grčija, gled, to je Grčija. V Afriki je isto. Tam ne moreš drugo, ko da rečeš, gled, to je Afrika, mislim. Ne rabiš mi verjeti, imel sem štartno številko 1. Kakšna čast. Je nekaj. Več kot pol ure niso našli moje štartne številke. Vse mislim, to je dan prej, ko smo šli pač po štartne številke. Drugi dan zjutraj, mislim, da je bil 6:30 štart, tak mrak je bil in počutje je bilo odlično. Anka je šla na 21, jaz pa na maraton. Tam že stojim 10 minut, pa gledam, imajo vsi neke čudne številke, in potem nekako zvem, da je naš štart pa na stadionu, in potem sem odsvrl hitro na bistvu, da sem prišel na naš štart pravočasno in 1, 2, 3 se je že začelo, smo že dirkali. Tako je bilo fajn, lepo mračno in to ti povem, čez par kilometrov je sonce vžgalo v trenutku in jaz sem tam nekje na 9. kilometru je postalo precej vroče, na 14. kilometru sem že razmišljal, če bi odstopil ali grem dalje. Noro je postalo res. Maraton ima v bistvu 2 zanke. Prvi polmaraton tečeš v eni smeri in potem se po isti poti vračaš. Drugi del pa se laufa po trasi polmaratona, tistega, ki polmaratonci tečejo. Ta drugi del je pa zanimiv, v bistvu tam je pa zanka, tam se ne vračaš po isti poti. Najprej se vzpenjaš, nekje skoraj polovico te poti se vzpenjaš, potem je tam en fajn silovit breg, gor kar precej, potem se obrneš in po drugi poti nazaj. Ko si šlo nazaj, je meni začelo leteti. Veš, jaz sem narejen za navzdol, in laufam 2 kilometre, jaz gledam, kaj, prej sem tak crkavo, zdaj vročina, vse jaz letim kot nor dol po bregu. In naenkrat je bila en tak, malo navzdol, pa malo navzgor, sem rekel, gled, tu par korakov hodo, in v tistih par korakih se za mene maraton skoraj končal. Vročina in to mi je vdarilo v noge več niso šle in potem sem se nekako privlekel, bi rekel, do cilja z nekimi čudnimi občutki. Naroda je bilo tam ogromno, v tistem ciljnem prostoru
meni se je zdelo, kot da laufam sredi tega sejma na Lento, razumeš? Ljudje vse posod z otroci hodijo navzkriž, dobenega špalirja ali kaj. In tako pol pač cilj je bil tudi na stadionu, ne. Jaz tam vidim neki tisti pano je bil finiš, jaz mislim, ok, tu je gotovo, konec, grem še tam med nekimi taki strakovi, je bilo označeno tam naprej, pridem, mi dajo medaljo in to vse skupaj se zaključi. Pol sem pa videl, da je moj čas bil dejansko za minuto, dve daljši. Zgleda, da tam, ko je pisalo finiš, sploh ni bil cilj, ne? Ampak je bil cilj tam nekje druge, vse to je Afrika, mislim, res je Afrika. Zanimivo je to, da je tudi Scott Jurek laufal takrat, ne? Bravo, je po. Ja, za 14-15 minut je bil boljši od mene, ne vem, kako je to rad. Če bi imel Zdravko Čufar dober dan, bi prehitil še Scotta Jureka, evo, to je dobra zgodba, ki je uplemenitila tole najno. Zdaj, ko sem začela, povej mi še to, velja povedati za najne gledalce in poslušalce, maraton je februarja, saj letos je čez 14 dni, letos, če sem prav videl, je bil tudi takrat v tvojih časih, se pravi takrat, ko si ti šel tako zgodaj, pa vendar je tako vroč. Ja, tam je poletje, tam se zdaj končuje poletje, ne. V bistvu je to, ne, seveda, če sem šel tam tudi na Zanzibar na morje, pa tam je taka vročina, da mislim, ne vem, lepšega ni, kot ta čas doli, ne. Bravo. Koliko maratoncev pa teče na tem dogodku? Predvidevam, da je veliko predvsem obiskovalcev iz tujine, ali se tudi lokalci udeležijo pač tega preizkusa? Marko, jaz sem si pripravil neko statistiko. Izvoli. Poslušaj, dol sem jo potegnil iz mojih zapisov na Tekaškem forumu, ker drugače bi zdaj težko. 310 je bilo maratoncev, ne? To ni nekaj glih veliko, ne? 33 držav. Tako da je kar pisano. Jaz sem bil najhitrejši Slovenec. Mislim, dobro, edini, ok, ne. Kaj bi rekel zdaj še, kaj bi bilo zanimivega, da rečem, prvi uvrščen, ki ni bil iz Kenije ali iz Tanzanije, ne, da rečem Belec, je bil na 27. mestu, tako da je tisto začetek, to je bilo vse črno. Jaz sem prehitel, pazi na te tekmi, 14 Kenijcev in 47 Tanzanicev. Glej, pri njih, v njihovi klimi, razumeš? Jaz sem bil najbolj ponosen, ko sem to videl. Od 8, zdaj pa čisto tak zanimivost, od 8 Japoncov jih je bilo 7 za menoj, od 8 Francozov je bilo 6 za menoj. Pa tako, vse te države sem prečekiral, razumeš? Kljub vsem tem mojim težavam, sem tako nekako ocenil, da pa dejansko so vsi imeli težave, ne? To je res ta vročina, kot je to vdari v noge. 18 Južnoafričanov sem prehitel, pa to je, glej, neverjetno, no? Zdravko, taka statistika. So oni tako slabi, ali sem bil jaz tako dober? Take statistike za pasom, da prihtel toliko Japoncev, Tanzanicev, Kenijcev, vsega, ne, mislim, da nima noben atlet, ki ga poznam, ali pa v širši okolici, tako da Zdravko Čufar v tem pogledu definitivno vodiš. Daj mi reci, glede na to, da si bil tam zelo blizu, ta Kilimandžaro je na meji s Kenijo, Kenijci so bili tam, si rekel Tanzanici. Je kdo laufal bos po tistih stezah tam? Ne spomnim se, res bi težko rekel, lahko pa ti rečem, da je bilo tam nekje okrog 40 stopinj vročine v senci in tam na soncu, ko je žgalo, mislim, da je bilo 2-krat več. Vroče je bilo tako, da se ni dalo dihati. Res, Marko, neverjetno. Kakšen je pa teren za laufati? Je to, ne vem, zbite peščene poti, je to asfalt, šoder, kako to izgleda? Asfalt, večinoma je asfalt. Mislim, da na tistim delu pol maratona se mi zdi, da tam na vzponu je bilo eno malo makadama. Drugače pa večinoma je asfalt, ja. To je kar nekje nadmorski višini, tam 1000 metrov, če sem prav prebral. Kako pa izgleda pač okolica, je to, ne vem, poraščeno, so to neke plantaže, gost je to, ali to bolj odprte savane, ali kako? Lepo, lepo. Narava je čudovita, je kar nekaj, bi rekel, dreves ob te poti, tako da nekaj sence se najde, no.
In najsrečnejši si, ko je senca. Lepo, mislim, Afrika je itak čudovita, ne? In se splača prelofati teh 42 km, vidiš več. Si se potem po maratonu, ali pa morda pred njim tudi uspel na to najvišjo goro Afrike s 5800 nekaj metri? Žal ne, sem pa veliko slišal o tem in takrat sem slišal tudi, kako so, bi rekel, otežili ta dostop, kako so spremenili pogoje glede teh vodičev, ki jih rabiš gor, vsa ta dovoljenja. Tako da, žal nisem bil gor. Bila pa je pred leti spremljevalka moja, Anka Pušnjakova, ki je lafala pol maraton, ne? Ona ima bogate izkušnje glede tega. Zdaj, ob vsem povedanem, so sigurno našpičila nekaj ušes. Žal, dragi poslušalci, poslušalke, gledalci, gledalke, ne morete biti prvi Slovenec ali Slovenka na tem maratonu. Evo, to je že šlo, tudi ne. Tudi brško ne boste nikoli prehiteli to Kenico, ki jih je Zdravc prehitel. Ampak sigurno bi kdo šel, kako priporočaš sedaj, recimo, zagrizenim maratoncem, da pridejo do tja, ne vem, morda preko agencije, v lastni režiji, nebrž kar bolj zahtevno? Glej, jaz, če bi predlagal komu, bi sigurno rekel, da ta agencija Shadows of Africa, ki ima ta Nataša, Mariborčanka, ona je v bistvu uredila vse. S tem, da je uredila prenočišče in tistega gajda, ki nas je pelal na štart, je tam počakal nas pravzaprav že prejšnji dan nekam tam v bližino na prenočitev in v bistvu vse te transfere je opravil. Ta organizacija je bila čudovita. Pa sploh še, če misliš, da so to naši ljudje, lahko se pogovoriš vse, kaj češ, tak je tu zelo dosti vidim pozitivnega v tem. Mogoče čisto tehnično, no, za en takle podvig bi rekel, rabiš morda kakšen teden časa, najmanj, rajš več, morda, ne vem, koliko te finančno v grobem pride en tak podvig? No, časovno bi rekel tak, kdo gre v Afriko na maraton pa nazaj, tisti naj bo doma, ne. Afriko moraš videti, Afriko moraš doživeti. Vse tiste slike, ki jih vidimo, ko se en pelje s kolesom, pa ima gor 32 plastenk, totih kant velikih zvezanih za vodo, ali pa okoli vrata neke gume navešene. To je vse res, to je vse doli, vidiš tam. In misliš, da so te slike bile nekako izmišljene ali odigrane. Tam je življenje takšno, življenje drugačno. Mislim, in če to ne doživiš, če to ne greš pogledat, škoda, da bi hodil v Afriko, res. Prav. Zdaj, eno stvar se mi zdaj še prišla na misel, rekel sem, vroče je bilo peklensko. Kaj so pa točilne okrepčevalnicah in kako pogosto so bile, čisto malo za orientacijo tudi slovenskim organizatorjem maratonov? Mislim, da so bile čisto tako klasično, ko je na maratonih, da ni bilo neke posebnosti. Jaz moram reči, da sem imel zraven bidonček z eno izotabletko sem imel notri. Tista me je rešila, ko sem prej omenil, da sem že mislil, ne vem kaj, da bi odstopil, kaj meni se tam na 14 kilometrov skoraj vse končalo, me tisti izonapitek malo spravil k sebi, ne. Tako da, ja, mogoče ni narobe, če imaš eno kapljico zraven, tako veš, da si takrat, ko prije kriza, da si osvežiš. A ja, ko se že to, Kilimanjaro je pivnica tudi, je sponzor. To bi skoraj pozabil povedati. Sem te ravno hotel vprašati, če si prišel do piva po zaključku potem? No, Marko, to mi ne bi rabo vprašati. Ne bi hodil dol, če ne bi že prej se pozanimal. Se pravi, ok, tudi za nas pivoljubce je na koncu kakšna kapljica za regeneracijo, to me veseli. Zdravko, evo, super, mislim, da so bila zelo informativna, navdušila svakoga. Najbrž lahko tvoj kontakt tudi pustim ob tej oddaji, da te zainteresirani morda še povprašajo o čem? Lahko. Vrhunsko. Seveda. Vrhunsko. Zdaj verjamem, da imaš
nebroj še takih podobnih zgodb in za te zgodbe se dogovoriva potem v kratkem, da mi jih še zaupaš v malo daljšem pogovoru. Danes pa zaključiva v afriškem stilu. Mogoče še kakšna zanimivost ali pa kaj taka, kar bi dodal, recimo tem Kilimandžaro maratonu. Kaj bi dodal? Ja, zanimivo je bilo, recimo, mislim, tisto, ko sem rekel, to je Afrika, ne? Da Anka sploh ni imela rezultatov za 21. Pa potem intervenirala, klicala, pošiljala maile in potem so jo uvrstili na seznam čisto na zadnjo mesto. Ne. Glej, to se jim pač zgodi, tako da če bo kdo šel, pa bo brez rezultata, naj to vzeme za, tak, na srečo, to je Afrika. To je Afrika, kakšen zaključek, to je to. Zdravko, bilo mi je veselje, super sta tole zastavila, se slišiva in vidiva v kratkem, do takrat pozdrav. V to ti Maribor. Servus, čoj. Servus. Če bi sprašal, kateri je najhitrejši maraton na svetu, kaj bi rekli? Ja, Španci imajo odgovor. V Grenadi organizirajo World Fastest Marathon, najhitrejši svetovni maraton. Malo za primerjavo, če je nekdaj naš najtežji gorski tek imel 2 km višinskih metrov vzpona, ima ta maraton prav tako 2 km višinskih metrov, ampak spusta, ja, tako je. 42 km se praktično celo progo spušča iz štarta, ki je na 2600 metrih proti morju, po serpentinah andaluzijske Sierra Nevade in če vam takle tek ne omogoči osebne rekorda, potem tudi nič nočem, čist brez heca, ja, proga se spusti iz hribov, praktično po lepi, serpentinasti, asfaltni cesti v znamenito zgodovinsko obmorsko mesto Grenada in enkrat je zmagovalec iz Kenije, jasno, na 30 km imel boljši čas kot Kipchoge v Berlinu na tem mejniku. No, kasneje ga je malo pobralo tega Kenijca, ampak maraton tudi ne bi štel za svetovni rekord. Šteje pa zanimivo kot kvalifikacijski tudi za bostonski maraton. Tako da, evo, če ste blizu, pa druge te možnosti nimate, v Grenado, v Španijo, pa bo šlo. Letni čas, ko maraton poteka začetku oktobra, je idealen za maratonski skok, bolje rečeno spust. Organizacija po špansko je odlična, na štart vas pripeljajo, na cilju pa seveda siesta, da je muskelfiber v stegnih prisoten saj še en teden, pa mi tak ne rabim razlagati. Evo, dobrodošli v Grenado. In zdaj na sever, gremo na sever Evrope, v Tromso na Norveško. Kaj bi vi najraje počeli na najkrajšo noč v letu? Ja, lahko bi tekli maraton, zakaj pa ne? Pred poletno vročino pri nas se lahko maknete na sever in bolj severno teči maraton kot v Tromsoju skoraj da ne gre. Za tekaške sladokusce je ta maraton praktično obvezen na polarnem krogu. Lahko tečete 42, 21 ali 10 km in če boste maraton tempirali točno 3 ure in pol, ker je štart ob 8:30 zvečer, boste na cilj prišli točno ob polnoči. Ja, kaj je posebnega? V Tromsoju v tem času je sonce sploh ne zaide. Prijetnih 10-15 stopinj, izjemna gorata pokrajina, ki objema fjord, osredi katerega se nahaja to mesto. Mesto ni večje od Kranja, pa ga preplavi več tisoč tekačev vsako leto, vseh koncev sveta, tudi tule. Večkrat se zgodi zmanjkati stenin in tudi piva. Pred in po maratonu, jasno, kljub temu, da vam bodo za en hmeljni napitek gladko vzeli 10 evrov ali več. Ja, potovanje je tudi zanimivo, kaj več mi bomo povedal iz prve roke, nihče drug kot maratonski popotnik in veteran norveške Škofjeločan, Štefan Kustec. Štefan Kustec, živo, pozdravljen v Škofjeloko. Lep pozdrav, Marko. Živo. Štefan, kako si? Eto, tako bom rekel, no, bolj bi bil težko. Perfekten, menda, zadnje čase veliko tečeš na smučeh. Točno.
marca greva z Dragico na Birkija, se pravi na norveški Birkebeiner, na originalen. Nisva načrtovala, ampak letos nam je tokrat vteč na smučeh, sva rekla, zdaj pa pojva. Perfektno. Norveški Birkebeiner, na norveškem, ja, boš letos spet, ampak danes se ne bo pogovarjala o teku na smučeh, ampak o maratonu, prav posebnem maratonu, na katerem sta oba tudi prisostvovala že nekaj let nazaj. Govorijo o maratonu polnočnega sonca v Tromsøju na severu Norveške. Daj mi povej, kako da sta se znašla tam z ženo in kako je bilo? Evo. Eto, takole. Prejle preden, medtem, ko sem se s tehnikalijami ukvarjal, no, sem zvlekel majico tam ven, da sem preveril točno. Leta 2014 sva midva šla v Tromsø na Midnight Sun maraton in so pač, bom rekel, družinske zadeve so tako nanesle. No. Hči je takrat jesen 2013 je šla iz Osla v Tromsø za en let. In pol, ko je bila seveda gor, je rekla, bo ta prišla na obisk, pa da vidva, kako je. Seveda smo rekli, bomo, ne, kdaj pa. In je bil, najbolj logično je bilo, da prideva na obisk v času maratona, ne. Da še maraton pojo tečeva takrat. In tako je tudi bilo, no. Saj veš, termin je krasen, ne, začetek poletja, koledarskega, mislim, da je vedno tam tretji vikend v juniju, ja. In tako sva midva prišla, no, Dragica je imela smolo, ni mogla teči takrat, ker je imela rekonstrukcijo prednje križne, tako da sem samo z Ireno odlavkal. No, ja, omenil si, kdaj je to je druga polovica junija, ko je tudi pri nas najdaljši dan, no posebnost, no, severna Norveške, ja, to boš ti povedal, je pa, da takrat pač sonce ne zaide, je tudi tako po noči dan malo bolj, bom rekel, mračno, kako zgleda recimo, no, ta maraton štart, maraton je 8:30 zvečer, to še drži. Še drži. Tako da midva z Ireno sva prišla v cilj okrog 1 zjutraj. Mislim, da je tudi ona tist let, mislim, da so imeli zelo dolgo zimo, tudi takrat, ko sva midva gor prišla v Tromsø, je bil še takole 300 metrov nad morjem, je bo še, bi rekel, je bila snežna meja. So imeli kar orang zimo, kar za tist konc, kar se snega tiče, mislim. Kar za tist konc ni ravno običajno, mislim, da. Tako da Ireni malo kilometrov tudi manjkal. Drugače pa je pa enkratno, no. Prideš po polnoči v cilj, se pravi ob 1-2, odvisno kako hiter si in je dan. Tudi takrat ni bo sonca, ampak je dan, no. Tudi na začetku, ko prideš prve dni, ti je to malo neobičajno, poj se pa navadiš in nama z Dragico bo to zelo všečno. No, se to sem te hotel še vprašati, ja, ko prideš gor, najbrž moraš priti malo prej, ti je najbrž najbolj nenavadno, ko greš zvečer spat, pa moraš najbrž zagrniti čisto vse zavese prvo lete, da sploh lahko zaspiš. Res je, ja. Ampak zdaj mogoče je malo odvisen tudi, a veš, a si bolj, bom rekel, glede na slovenski čas, a si bolj nočni tip ali bolj jutranji tip, ne. Po moje, da je malo od tega odvisno. No, jaz sem se zelo hitro adaptiral, je pa bilo, midva sva tudi še po maratonu ostala 2 tedna, smo šli še dol na Lofoten malo, pa spet nazaj v Tromsø. In je na koncu je bilo tako, da sem zmeraj kasneje spat hodil, pa zjutraj smo zmeraj dlje spali. Povej mi, Tromsø, ker sem si pogledal, je res na severu, skoraj na severu Norveške, to je 1600 km iz Osla. Kako je najlažje priti do tja, no, če so že pri tem, kje sta vidva potovala, kako sta vidva dospela do severa? To je res,
to je tako daleč, da jaz vsem toplo priporočam z letalom. No. Kje je najbližje letališče? Kje je najbližje letališče od Tromsøja? V Tromsø. Aha, je, tam, ok. Ja. Norveška je ravno, midva zdaj sva že kar Irena gor živi že, mislim, da zdaj 10. leto, ja. Zdaj v Bodu sva redna gosta gor in Norveška je prepredena z letališči in z domačimi letalskimi linijami. Glih zaradi te velikosti, ja, veš. Zdaj, rekel si tudi, da je bila dolga zima tisto leto. Kakšne so pa temperature potem junija tam gor za laufat? Predvidevam, da vendarle bolj prijetne mogoče kot pri nas. Takrat, se pravi, za teč so temperature v redu prijetne, čeprav takrat mi, ko smo prišli, koliko sem rekel, mislim, da je bilo 6 stopinj. Tako da, ja, ampak se je pa potem naslednje dni v bistvu otoplil, tako da je bo čez dan normalna 20. No? Zanimivo. Najbrž si se ogledal tudi po ostali konkurenci tekaški. Koliko tekačev pa se udeleži tega maratona in najbrž še zelo pisana mednarodna druščina na štartu? Je pisana, pa bi rekel, je to v bistvu, če bi primerjal, bi rekel, je bistveno manjši maraton številčno kot Radenci ali pa Ljubljana. Ima tudi polovičko, tako da se štarta oboje, a ne? Je pa bistveno manjši, no. Tako da, pa tako se rekel, pa najdeš pa z vseh držav na udeležence. Jaz se najbolj spomnim ene anekdote, se veš, mislim, anekdota je zdaj, ko jo povem, ampak se veš, kako je. Maraton je vedno zmes drame, komedije, tragedije, ni da ni. In jaz se spomnim nekje po 30 kilometru Irena je imela ene prebavne težave, sva se tam ustavila, jaz sem jo čakal zunaj, ne vem, organizator je premalo tistih WC-jev predvidel, tam so bile hiše in je nekdo potem, ki je tam čakal, je malo jamral, mu je en domačin ponudil svojo hišo, da gre lahko k njemu na WC. In ko jaz sem Ireno čakal, v bistvu ta zahvala, ko je ta tekač pretekel, mi je bila všeč, sem mu je lepo zahvalil v angleščini pa to. In pojk je že tekel, se je še obrnil, pa mu je nazaj zaklical, mu je rekel, don't worry, I opened the window. Tako da, v bistvu, ne vem, to je taka reč, ki ti ostane v spominu. Ne veš, kaj po maratonu, ampak res, tako takrat v bistvu, se veš, taka stvar ti olajša poj tiste zadnje kilometre malo, se mi zdi. Mogoče veš, še za kakšnega Slovenca poleg sebe in hčere, ki je prisostvoval na tem maratonu, morda prej ali kasneje? A veš, da ne, Marko? Takrat, ko smo bili samo mi trije, to sigurno. Bravo. Zdaj pa ne vem, za tole pa, če malo pobrskaš, boš mar biti, je pa res to, tako, kot si sam rekel, pismo deleč je, no. Res je deleč. Veš, je 2 ure z avionom z Osla, no. To je res daleč, to prideš recimo z Ljubljane že v London, če smo že pri tem, ja, tako je. Ja, v bistvu že tako, no, Ljubljana, a veš, pa Ljubljana nimaš direktnega do Osla, ne, moraš spet prestopati. A greš Frankfurt, a greš Bruselj, ne, ali pa če se peleš, ne vem, kam na italijansko letališče, ali pa, dobro, zdaj gremo da tudi z Hrvaške. A veš, sam, če bi šel zdaj, ne vem, z Hrvaške, recimo z Ryanairom, moraš vedeti, da Ryanair v Oslu pristane v letališču, ki pa nima povezave s Tromsom in moraš pa iz tistega letališča na drug letališče v Oslu prideti, da boš pa šel v Tromso, tako da moraš vse to malo računati. Tako, mogoče težko boš kaj pridobil napram letu iz Ljubljane, tako bom rekel.
Si prav gotovo edini slovenski, ki ga poznam, da je natekel na tem zelo zanimivem maratonu. Zdaj, najbrž lahko pustim kakšen kontakt, recimo Facebook kontakt tvoj, da te še kdo pokontaktira. Ja? Sigurno sva koga navdušila, da bi šel na sever. Tako, jaz mislim, da če greš gora, že zaradi same razdalje, pa to je smiselno, da to združiš vsaj s krajšim dopustom. No? Ker poletje tako daleč na severu je pa vsaj meni se je zdel zaradi tega 24-urnega dneva nekaj posebnega. No? Vrhunsko. Mogoče bi samo še to rekel, če bo koga potegnil gor iti, da bo šel, toplo priporočam, je res lepo, da mogoče, če se odloči za počitnice, da bi še kak teden ostal, ne? Po maratonu recimo, ali pa prej, kakorkoli. Mogoče ne hoče zelo priljubljen je še gor hoditi na Nordkap. To je od Tromsa, mislim, da še na 700-800 kilometrov gor, severno. Ampak jaz bi vseeno priporočil, da gre mogoče raje 600-700 kilometrov južno do Lofotov. To je slikovito otočje. Mi smo šli, smo bili tam 8-9 dni. Tako za aktivni oddih enkratno, no? 24 ur dan, se pravi, imaš na razpolago ves čas tega sveta, nobene gneče nikjer. Tako, no, za dušo pa za aktivno preživeti enkrat. Kakšne so pa kaj cene piva tam gor, če bi se v tem 24-urnem dnevu kdaj pač usedel dol pa jih spil nekaj? Ja, bom rekel, da si kar malo šokiran, no. Cene zunaj piva se začnejo v bistvu od 10 evrov naprej. Ja. Najcenejši je treba povedati, v trgovini je samo 5 evrov. 5 evrov, no. 5 evrov je malo. Se pravi, ni veliko skušnjav, torej, da bi ti višek časa tam preživel v gostilni. Ja, tako. Ne. Tako da, kakor sva rekla, no. Še en razlog več, da si toliko bolj produktiven. Tam res, ko greš, a veš, se usedeš, tam res spiješ enega, pa greš. To je pa to, tam pa res drži, a gremo na enega, ja, pa na tam avga. Tako. Bravo. Jaz mislim, da so bila zelo informativna. Zdaj, Štefan, je bil to najbolj eksotičen maraton, ki si ga odlaufal v življenju? Ja, sigurno. Ker mislim, se pravi, no, ta 24 ur dan je res nekaj posebenega. No. Tudi padeš v ta ritem, a veš. Se težko navadiš nazaj na slovenskega, praviš, ja. Ja. Tako da midva sva zdaj ravno letos, ko se je lani Irena spet preselila, pa nekoliko južneje od Tromsa, 800 km južneje, v Bodo, in so pa spet polet pri njej in spet, no, ta 24-urni dan, se mi zdi si zelo, bom rekel, če preživljaš dopust aktivno, si zelo produktiven, no. To je. Nikoli te mrak ne ujame, a veš? To pa je, citat tega pogovora, bravo, Štefan. Štefan, hvala ti za res zanimive informacije, zabaven pogovor. Jaz ti želim dober trening še naprej in pa seveda spet srečno pot na Norveško. Marko, hvala lepa, hvala za povabilo. Z veseljem, lep pozdrav, živijo. Lep pozdrav, živijo. Iz severa pa v center Evrope, vinorodno pokrajino, maraton du Médoc je vinski maraton. Če menite, da alkohol in maraton ne greste skupaj, na temle maratonu ko boste utekli še bolj prepričani, da je temu tako, ali pa boste postali polnokrvni maratonski vinski tekač.
Ja, kdo se še ne spomni Weinranov v Istri ali pa znamenitega Rokovega teka na Štajerskem, Rogaški Slatini. No, če ste bili tam, katerem od teh si lahko približno predstavljate, kako tule poteka maratonska razdalja, s tem, da tule še eno stopnjo bolj odbito, bolj noro. Celotna maratonska proga namreč poteka po Vinski cesti znamenitega Bordojca, kjer boste na 23 odševalnicah, preden vam ponudijo vodo, slišali belo ali rdeče. Ja, tako je. Vina je na neomejenih količinah, prav tako je obvezno biti našemljen, po možnosti tudi malo mačkast od ogleda vinskih kleti prejšnji dan, pa seveda tudi sestradan, se jim bodo na odševalnicah ponudili vse možne kulinarične presežke te pokrajine, tudi ostrige, pa pašteto, sir, zrezke, vafle, ni da ni. Dirka bo kmalu stara že 40 let, ena bolj hecnih in norih dirk na svetu, pa nima tipične maratonske mrzlice na štartu, prej obratno. Vsi so razigrani in razposajeni, več kot 8500 tekačev iz vsega sveta pa razgrabi prosta mesta že v nekaj dneh, ko se odprejo prijave, ponavadi je to aprila. Jaz ta maraton ogledujem že kak ducat letno, računam, da zdaj po koroni naslednje leto pa pride na moj itinerar in če bo, vas povabim zraven, povem več informacij, ko bo na vrsti, pa gremo skupaj okušati francoska vina in vse ostalo. Zdaj pa spet na vzhod v Severno Korejo, maraton v Pjongjangu, v prestolnici Severne Koreje je edinstvena priložnost, da boste kdajkoli tekli v najbolj izolirani državi na svetu. Ni čudnega, da ta maraton, ki je od 2014 tudi mednaroden, internacionalen, privabi kar 1000 tekačev vseh koncev sveta. Tja ne bo šlo drugače kot prek enih od uradnih agencij, ki bo spravila tja in preverila pred tem, jasno. Teče se tudi polovička, na maratonu je bilo tisto leto, ko je bilo tam več Slovencev, limit samo 4 ure. Vsi tekači na vseh razdajah so povabljeni tudi kot otvoritvene slovesnosti dirke, ki vključuje krog na stadionu Kim Il-sunga, potem stečejo na ulice Pjongjanga, kamor se potem na stadion tudi vrnejo. Predstavljate si ta zaključek teka, to je kot olimpijske igre, ko za vas navdušeno ploska 50 000 ljudi. Noro, nadrealistično pravijo vsi, ki so bili tam, tudi skupina Slovencev, katerih je eden celo zmagal med amaterji, Aleš Debeljak. Enkrat ga povabim v tale studio, da kaj več reče o tem dosežku in še vseh ostalih. No, danes je pa z mano še enkrat Matevž Hribernik, ki je bil tudi v Severni Koreji kajpak in bo o svoji izkušnji in maratonu nasploh povedal kaj več. Še enkrat, Matevž Hribernik je z mano, zdaj bo pa rekla še nekaj v še bolj eksotičnem maratonu, na katerem si bil, kot da recimo Kitajska ni dovolj eksotična. Si tudi v tistem času, ko si tam prebival, se podal še na sosednji otok, sicer v Severno Korejo. Daj povej, kako si izvedel za ta maraton, zakaj si tja šel in kdaj si tja šel? Kot prvo, tisto leto 2017 sem hotel iti na en velik maraton, mednarodni, in to je bil Tokio, ki mi je ostal pač neuresničen, ker nisem prišel skozi. In potem sem iskal druge zanimive destinacije, glede na to, da sem bil na Kitajskem, sem rekel, če sem že ravno na Kitajskem, bilo pa mogoče fajn pogledati tudi v Severno Korejo, če je res tam tako, kot pravijo, da je. Dejansko sem se prijavil in tisti je bila pa tudi ena celotna pot je bila taka zelo posebna, surrealna izkušnja. Tam pa nisem bil prvi Slovenc, to pa sploh ne. Kar nekaj Slovencev je šlo, pa mislim, da katero leto je bilo leto pred tem, ali ste bili isto leto, se ne vem. To je bilo leto 2017 in takrat je ena izmed slovenskih agencij organizirala pot na maraton. Mislim, da jih je bilo tam 6-7 Slovencev
Jaz sem šel direktno iz Kitajske, sem se prijavil na agenciji, kitajski, dejansko agencije, ki vodijo, kot prvo, da začnem tako, v Severno Korejo brez agencije ne moreš iti. Kar pomeni, oni ne dovoljujejo individualnih potnikov, ki bi pohajkovali po kitajskem, po Severni Koreji samostojno. To je nemogoče. Niti s posebnimi aranžmaji, vedno imaš zraven nekoga, ki je ob tebi in je Severnokorejec. Tako da, ko enkrat najdeš agencijo, teh agencij je na spletu precej, je relativno enostavno, prijaviš se, daš svoje podatke, oni izrihtajo, plačaš, oni izrihtajo vizo, ti se pojaviš v Pekingu na enem sestanku in od tam se gre potem bodi si z letalom, bodi si z vlakom v Pjongjang oziroma Severno Korejo. In to je to. Je pa tako, za nekoga, ki je že precej potoval po svetu, zelo, zelo zanimiva izkušnja. Kaj šele za nekoga, ki ni. Ja, kar so mi pripovedovali tudi ostali fantje, ki so bili takrat tam, pa kar sem videla govorila, je ta pot, ko prideš tja v Severno Korejo, ves čas pod nadzorom, vse je splanirano, vse je zrežirano, ničesar ne moš narediti izven tistih dovoljenj, kamor te pustijo. Daj mi malo popiš, ko ste tja prišli, pa kako je izgledal ta Expo, kako je vse skupaj do štarta izgledal. Expo to ni bilo. Ne, to pozabi. To je tako organizirano, da zjutraj na dan maratona prinesejo številke, se razdeli, oziroma ne, pravzaprav na predvečer maratona smo dobili številke, so nam povedali, kdaj se moramo zglasiti v avli hotela in to je to. Tako da Expota tukaj, pa kakšnih suvenirjev iz maratona, pozabi, tega ni bilo. Drugače pa, samo da grem malo nazaj, ta maraton običajno poteka aprila. Tako da zdaj ga 3 leta ni bilo, torej 20, 21, 22 ga ni bilo, ali bo 23, ne vem. Odvisen je od tega, kdaj se bo odprla Kitajska, pa kdaj se bo odprla Severna Koreja. Oboje je povezano, ker v Severno Korejo iz lahko prideš več ali manj samo iz Kitajske. Ima pa zelo relativno kratko zgodovino. Od leta 2014 naprej lahko na maratonu šele sodelujejo tujci. To je pa, odkar je ena izmed agencij začela sodelovati z organizatorji maratona in oni pač pokrivajo, oni pravijo amateur part. Tako da, glede tega, tako, je pa sam maraton taka eksotika, da prepeljajo v času maratona približno med 1000 in 1500 tujcev na sam maraton. To je praktično toliko, kakor jih skoraj v ostalem delu leta. No. Hočem reči, da večino obiskov ustvarijo ravno v teh dnevih, no, kakor so maratoni. Imaš pa dejansko tukaj na izbiro več razdalj. Ena je seveda maratonska, pol 21 km, 10 km, pa 5 km. Je pa treba se zavedati, da ko plačaš agenciji, tukaj je pa seveda odvisno od koliko dni greš, naprimer aranžmaji so tam nekje od 3 dni naprej, in to so cene tam okoli $1200 iz Pekinga, govorim, kar pomeni, da moraš priti do tam. Tam pa prijavnine za maraton je pa zelo visoka. Mislim, da je, ko smo mi bili, je bilo okoli $120 do $150. Tako da to je že skoraj parira ameriški maraton. Ko ravno omenjam ameriške maratone, razdalja je mednarodno priznana in menda z normo, če postaviš normo, se lahko vrstiš tudi na bostonski maraton.
iz Pjongjanškega. Menda tudi priznajo. Tako. Okay, ja, se pravi. Saj tisto leto 2017 so to priznali, ker poznam nekoga, ki je potem šel. Iz Normo s Pjongjanga v Boston, kakšna kombinacija, vidiš, to je pa tudi stvar, ja, za kakšno bucket listo. Ni pa tako enostavno. Sam maraton načeloma, ne bom rekel, da je raven, na začetku je precej razgiban, gor dol, nima veliko višincev, recimo, kaj bi primerjal, kakšen, ne vem, ala pariški maraton je to, tako, skozi malo gor, malo dol, valovito, ampak po 10 kilometrih ostaneš pravzaprav na neki vrste zelo široki cesti, ki gre ven izven mesta na daljnih 10 kilometrov. In saj v našem primeru je bil, ko smo šli proti tisti točki, ko se obrne zelo močen veter v hrbet, kar je bilo super. Mislim, to je letel, se spomnim, jaz sem obrnil na 1,30 polovičko, malo prej sem gledal drugega Slovenca, ki je bil tudi tam, ki je kasneje tudi zmagal, Aleša Debeljaka, kako laufa že v nasprotno smer, tako 5-6 minut pred mano, mogoče tudi 10, kaj pa vem, ampak on je bil med samimi Severnokorejci in on je bil tako za 2 ali pa 3 glave višji. On je imel, problem v tem, ko smo se obrnili, je pa veter pihal prsa. In on je tudi, mislim, meni je to čisto ubil, on je pa tudi rekel, da ni najdel nobenega za veter, ker so vsi za njemu laufali. Ker on je bil pa toliko visok, da je bil kot eno jadro tam. In tako da ja, je zanimivo, ampak zna biti zelo neugodno glede vetra, saj za maraton. Medtem ko za polmaraton je pa dejansko cel tek po mestu, precej ljudi, zelo živo in zelo fajn. Medtem ko maraton je pa tako, no, tistih 21 kilometrov ekstra, kakor odlaufaš, je tako rahlo nezanimivih. Je pa vsem doživeti, no. Tako da potem lahko reče, da si tam maraton odlaufal. No, tudi če bi ga prehodil, čeprav ga ne moreš, ker se spomnim tisto leto, ko ste Slovenci potovali tja, je bilo obvestilo malo pred maratonom, da je limit maratona skrajšan na 4 ure in kdor ni sposoben tega prelaufati, ne gre na polovičko. Ostalih, kaj pa, če tega ne narediš, pa tega pa potem ne odlaufaš 4 ure, pa nisem uspel razbrati, a te s tankom povozijo ali kaj te naredijo, to pa nisem pa vedel. Mislim, da so podaljšali, takrat je bilo potem 4 ure in pol. Je bila tak, zaradi tega, ker je bilo relativno toplo, tako da mislim, da so podaljšali. Zdaj ne vem, s čim te pripeljejo nazaj na stadion, ja, ampak brez skrbi, pripeljejo te nazaj na stadion, te ne bodo tam pustili. Je pa zanimivo, ko smo se prijavljali na maraton in smo dobili uradna napisana navodila, so nam rekli, naprave z GPS-om, fotoaparati, razni GoPro-ji so prepovedani. Pravzaprav naprave z GPS-om ne smeš prinesti niti v Severno Korejo. To se pravi ura, telefon, to vse? Uradno. Neuradno je tako, da smo vsi imeli GPS ure in nam noben ni nič težil. Tudi neuradno je tako, da so ljudje laufali z GoPro-ji in so se tam slikali. Mislim, zelo, zelo, zelo veliko ljudi, predvsem tisti, ki znajo nekaj korejsko, grejo na krajše razdalje in potem se družijo z ljudmi. Ker to je edina šansa, da se ti dejansko družiš oziroma tako vsaj rokuješ ali pa karkoli z ljudmi, ne da si v bližini svojih vodičev. Tako da zelo, zelo veliko tekačev to izkoristi. Tako da je to bolj tak. Ni ravno maraton, kjer bi postavljal Boston normo, je maraton, kakor bolj uživaš pa gledaš naokoli, ampak ja. Je pa tako, no. Časi so pa taki, da če ga hočeš zmagati, pa če laufaš okoli 2 ure 50,
si že zelo blizu zmage. Tako da takrat mislim, da Aleš je tudi laufal 2:49 in je bil Slovenec, zmagovalec maratona v Pjongjangu. Ja, to je bila kar senzacija, se spomnim, da tudi po cajtangih je bilo, Aleš Debeljak pokoril vso mednarodno konkurenco, je zmagal in potem prejemal tisti pokal oziroma medaljo na stadionu Kim Il-sunga, stadion, ki ima 50,000 gledalcev in vsi te navijajo zate. Ko je pa to izgledalo, tudi pretečeš ti na ti stadion, no, njemu se je sploh zdelo, ampak on je dosti stoičen človek, pa še on je čustveno to doživljal, ko ti tam vsi ploskajo tebi. Ko pa si ti doživljal, ko si pretekel recimo na stadion, že to je bilo nekaj posebenega? Glej, stadion je bil poln, tako da brez skrbi. To so že Severnokorejci poskrbeli, da so ga napolnili. In no, vsaj enkrat v življenju, glede na to, da nisem športnik, sem imel občutek, kako je, da si na stadionu, kjer res je toliko veliko ljudi. Zdaj, jaz sem prelaufal v času tam 3:15, torej 25 minut za zmagovalcem, pa prej so bili že skoraj 1 uro pred mano oni severnokorejski profesionalci. Elita, ja. Tako da ljudje so bili malo utrujeni od tega vsega ploskanja in si jih mogel spodbuditi, ampak takoj, ko si tako, ne vem, malo tam laufal, ali pa sta dva začela šprintati, pa tekmovati zadnji krog, ker v zadnji krogu si dobil nemogoče moči, je bilo pa noro tako vzdušje. Ja. So začeli tam navijati in sam malo si jih mogel spodbuditi. Je pa tako, no, glede same organizacije, načeloma organiziranje je bil v redu. Tudi voda je bila, bom rekel, na vsakih 5 kilometrov. Ključni problem je bil pa drugje. To mi je pa že Aleš rekel, ker je on laufal, pa on je bil tam precej hitrejši. Naprimer, na 37 kilometru so že zaprli postajo z vodo. Torej, že za prvega najhitrejšega tekmovalca na 42 kilometrov, on tam več ni mogel nič spiti. Bilo je pa tam svojih 15-16 stopinj, zdaj pa veš, prejšnja postaja je bila pa, kaj pa vem, mogoče na 28 kilometrih ali pa še celo na 28, tako da bilo je kar malo... Smo bili dehidrirani na koncu. Redukcija vode, ja, redukcija tudi vode. No, glede na to, da Severna Koreja velja za deželo, kjer ljudstvo živi bolj od zraka, pa od upanja, kot od česa drugega. Kako je pa pol to izgledalo, recimo, če ste se po maratonu pred njim hoteli kaj dol sesti, kaj pojesti, kaj spiti? Je za zahodnjake oziroma za obiskovalce to poskrbljeno ali kako to izgleda? Pred prireditvenim prostorom, pred Kim Il-sung stadionom je bil neke vrste, ne bom rekel prireditveni prostor, ampak tam so bile stojnice postavljene in dejansko ni bilo nobene omejitve, da nisi šel tja, pa vzel, oni so imeli en barbecue, ne vem kakšno meso, ne vem nič. Recimo, da je bil piščanec, lahko si vzel pivo, pa take stvari. Tako da se je dalo. Dal se je nekaj popiti, pa pojesti, ampak več manj smo imeli. Tudi so nas po koncu maratona, torej, ko je prelaufal ta zadnji na 4 ure pa pol, so nas v roku 20-25 minut zelo hitro zlifrali na avtobuse in odpeljali. Tudi še to je bilo, niso nas pustili ven iz stadiona, ko si enkrat prelaufal na cilj, nas niso pustili, da bi se mi potem sami tam nekaj sprehajali. To ni bilo možno. Tako da ja, vse skupaj je bilo. Dokler si bil zunaj na prizorišču, si lahko tudi eno pivo tam spil. Dokler si laufal. Ampak ko si končal, si pa mogel počakati, da so vsi končali. No. Tako da ja, bilo je surrealno. No. Surrealno. Ampak ja, doživetje pa je bilo posebno. Se pravi, če izvoli. Še ena stvar, je pa zanimivo, odvisen je tudi, kot sem prej rekel, s katero agencijo greš. Naprimer, mi, ko smo prelaufali do konca maratona, smo dobili majice
pa smo dobili medalje. Tem, ker zmagovalec maratona ni dobil, je dobil, mislim, da rože, se veš, kako pa rože prinesel v Slovenijo, pa ne vem, če je dobil en list papirja, da je eno plaketo, da je kao zmagal. Ni pa dobil nobene medalje. Naprimer, on je šel z drugo agencijo in tista agencija mu pač ni medalje zagotovila. Niti majice, nič. Tako da... Se pravi, ko bomo potovali tja, dragi Matevž, te nujno moram vprašati, s katero agencijo se potuje, da nazaj prevlečemo vsaj kakšno medaljo pa majico, ker rož tako namo dobili, ker to hitri v spet nismo. Ja. Glej, lahko greš pa na 10 km laufati. Zmagovalec je bil, mislim, da okoli 39 minut in 50 sekund, tako da tukaj pa ima šanse. Neverjetne priložnosti. Zakaj? Zakaj bi se trudil? Ja, nekateri trenirajo za olimpijske igre, jaz sem zdaj treniral za maraton v Severni Koreji ali pa za 10. Super si tole povedal, si navdušil, se pravi, če gremo kdaj, ne efektivno ti z nami, no, ker si že veteran zdaj teh vzhodnjaških eksotičnih maratonov. Še ena zadeva, to je pa opozorilo za vse, ker gredo v Severno Korejo, pa ne samo na maraton. Če bodo še kdaj želeli v ZDA, bojo imeli probleme. In naprimer Visa Waiver program za ZDA ne velja več za obiskovalce Severne Koreje. Tako da treba si je potem kupiti precej dražjo vizo, kot pa ta Visa Waiver. Tako da to je slabost, pa na ameriško ambasado moraš iti na razgovor. Glede na to, da v kratkem čez 2 meseca potuješ prav čez lužo Ameriko, ja, najbrž to zdaj že veš vse iz prve roke. Ja, že imam vizo, ampak se je bilo pa treba osebno oglasiti na ambasadi. Človek, zdaj na posebni listi zdaj te opazujejo, ja. Tako da vsi, ki zdaj gledate tale pogovor, pa ga poslušate, ja, Matevž Hrivnik je človek, eden redkih najbrž, ki bo pretekel tako maraton v Severni Koreji kot najstarejši maraton na svetu, kratkem, evo, žal mi je, da ne grem s tabo, saj tokrat, no, če že v Severno Korejo nisem šel, ampak lej, bo šla pa naslednjič. Vaden si bil. Ja, zato zakazan bom maraton v Bostonu spremljal, daleč bom navijal, seveda zate, Matevž, pa da na znamenitem Heartbreak Hillu dobiš dodatnih moči, zlaufaš ta nekdaj najhitrejši maraton na svetu, mogoče to po 3 urami, ja, to bi bila pika na i, pika ni vsega. Matevž, hvala ti za izčrpne informacije, lahko bi se še pogovarjali in se še bova kdaj, no, imam cel kup idej, zaenkrat pa kaj ne rečem, lep večer, maham ti v tvoje prijetno domovanje, želim ti čim prejšnji, seveda, povratek v naše konce, da kakšno pivo spijemo, kaj odlaufamo, pa naredimo še kakšen plan za kakšen eksotičen maraton. Velja, čau. Hvala, čau. No, da konec še nekaj odštekano evropsko, valižanskega, jasno. Če ste že kdaj slišali za ameriške maratone na Divjem zahodu, kjer na buro rejsih, na maratonih, tekmovalci tekmujejo z osli, ki jih morajo vleči s sabo, ali pa osli pač njih, no, zdaj kdo je večji osel, ne vem točno, ampak to je prav zanimivo, no, ampak če nimate osla, pa če se vam ne da do Amerike, bi pa tekmovali 4-nožno živaljo, ja, se zapeljete do Walesa v Veliki Britaniji, kjer lahko tekmujete s konji, ja, Man versus Horse maraton, ki je začetek junija v Walesu. Ni ravno cel maraton, to je 20 mil, oziroma rečemo 35-36 km dolga proga, ampak zavidljiva količina višinskih metrov vam bo dala dovolj dela, da se boste zadovoljili tudi z nekoliko krajšo različico. Ja, boste uživali, definitivno, posebej, če imate radi živali, saj 15 minut za štartom kakih 500 tekačev na progo spustijo, tudi 50
konj z veščimi jezdeci in če ste z pravega testa, boste tekmovanje z žlahtnimi dirkalnimi štirinožci vzeli tako zares, da boste premagali prav vse. No, to se je že zgodilo vsaj dvakrat v zgodovini tega maratona. Praviloma pa zmaga jezdec s konjem, seveda je bila pobuda za ta maraton ena stava v pubu. Mesto na vzhodnem Walesu, Llanwrtyd Wales, vas res navduši ne samo z pubi, ampak tudi z neverjetno razgibano valižansko pokrajino, proga pa sprečenih hribov, pa dolin in potokov, samih zaselkov ne bo dala dihati, ne samo zaradi napora, ampak tudi zaradi lepote. Evo, in vsakič, ko vas bo razgreta žival z jezdecem ali jahačico prehitela, vam bo to dalo še dodatnega zanosa. Maraton privlači vedno več avanturistov vsega sveta. Verjamem, da mogoče tudi koga izmed vas, vzemite gele s sabo, piva in ovsa pa menda imajo dovolj. To je to od maratonov, zato dajo čisto za konec morda še filmski predlog tedna, ker je ravno Valentinovo. Teci Lola, teci, ni tipični tekaški film, se pa v nemški klasiki izjemno veliko teče, saj je fantastična Franka Potente v nori akciji, tista, ki se bori s časom, ker ji mafici grozijo, da ji bodo ubili fanta, če v 20 minutah ne dostavi 100.000 nemških mark. Noro, dinamično, res akcijsko, predvsem v znamenju večne ljubezni. Vse najboljše valentinčki, imejte se radi, se vidimo kmalu.